videl sem po svetu, kako ljudje živijo in sem si rekel, wow, ne, jaz bi tudi. Matic Smele. Misliš, sem igrice igrati cel dan, pa cele dneve igraš sem igrice, ne, boš šel kaj delati, šola, itak ti ne gre, ne, neč od neč. Denar je pa vsem treba zaslužiti nekje, ne. Dobila sva se na eni klopci in sva prinesla s sabo laptope in sva razmišljala, kakšna aplikacija, ne. To sva si zamislila in vse, kako bova to naredila in te milijone zaslužila, ampak enostavno ta projekt ni šel, to podjetje pa je šlo naprej. Eno rešitev rabno, da bomo vsi slušali. Unke je dober, ne sluša, unke je slab, pa ne plačuje. Ne? In tako se je rodil v bistvu Flamingo. To so rezultati, ki jih ljudje iščejo. Če si pa še ti taka, ne, da res verjameš v to je pa nekaj, kar se najbolj išče. Kaj bi takim rekel, kako naj idejo začnejo realizirati? Koliko je to pomembno v tvojih očeh? Problem pri mladih je, kar bi rad povedal, da si vse želijo takoj, nič ne gre čez noč, res ne. A veste, me so se tudi smejali na začetku. Kaj nekako čutiš, da je tvoj calling, tvoj namen? Kaj bi rad dal? Preden greš gledati to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Epizoda, ki jo boste gledali danes, je nastala zelo po nesreči, ker bi mogel nasprot mene sedeti en drug gost, ki je nažalost pozabil telefon v službi in se potem nismo najdeli. Tako da imeli smo dve opcije. Ena, da gremo dam, vse pospravimo, ali pa, da gremo v naš coworking pogledati, če je kdo mogoče pripravljen reči ja, če ga povabimo na podcast. In Matic Smele je rekel ja in zato bom z njim danes imel en pogovor. Brez pričakovanj, brez vsega, pogovarjala se bova malo o njegovi izkušnji, 24 let je star, podjetnik, že 2 startupa je postavil in ima po moje kaj pametnega za povedati. No. Tako da brez pričakovanj pojte noter, tole je predvsem za tiste, ki Matica poznate in upam, da boste danes ga lahko spoznali še malo na boljši način. Zdaj pa uživite. Surprise guest. Matic Smele. Tole zdaj je bilo na skali od 1 do 10, meni 10, kako se je zgodilo, tako da hvala, da si se odzval mojemu povabilu. Ja, pa da si v pisarni te pozne ure, da te lahko takole dobimo, pa bova danes se malo pogovarjala, sam na malo drugačen način, ne? Ja, res je, ni problema, hvala za povabilo. Res si me spulil ven, ne, mimogrede, ampak če bo v redu. Ja, tako, ker so zmenjena. Če ti slučajno ne bo všeč, bomo epizodo vrgli v smeti in bova enkrat drugič pač se šla zares, ampak jaz mislim, da je to vesolje z razlogom naredil prostor in da si ti kle zdaj z razlogom. In jaz sem vesel, da se je tako zgodilo. No? Ok, hvala. Ja. To je tudi, a si mi zato prej perček prinesel, da bo jezik mi bil... Ne, to je bil čist moj moment prijaznosti, ker ti tudi meni vedno daš to, kar imaš v pisarni in tako, kar sem ti rekel. Prav. Kar je moje tvoje v tej pisarni. Zdaj sem te hotel napovedati, ampak iskreno ne vem, kje bi začel. Bom jaz po svoje napovedal, potem pa ti malo več povedal vse, pa prav. Kako si se kle znajdu, kaj so bili oni projekti na začetku, ki si jih štartil, kako si v te vode pršel itd., pa boš še meni malo odprl glavo. Ne? V glavnem, jaz te poznam kot enega zelo ambicioznega mladeniča iz Cerknice, ki se je priklopil temu generatorju, torej coworkingu, kot zadnjo mesto, ne? In si nekako zapolnil še tisti zadnji stol, ki je čakal enega. In pol bolj, ko sem te spoznal, sem videl, da ogromno enega časa posvetiš delu pa razvoju tega, kar delaš. In da si že pri zelo mladih letih eno uspešno podjetje prodal in tudi kupil že podjetje, kar mi je bilo tako wow, ne? Ta fant je res biser. Zdaj pa, da nam še jaz predeliti s svojimi nalepkami, ki ti jih dajem, daj mi malo ti povej, kako si prišel do te točke, ki si. Ja, hvala za tak lep uvod. Matic je bil po moje en fant, ki je že od malih nog bil podjetnik, ampak mogoče tega nisem vedel.
Zdaj, kaj sploh pomeni biti podjetnik, je zelo dobro rekel moj mentor Sandy Marcon, direktor Stroke, tudi podjetja, za katerega tudi delam zdaj. Da je podjetništvo spremeniti neko akcijo v neke rezultate, oziroma naj se popravim, poiskati znanje ali pa imeti znanje in to znanje pretvoriti v neko akcijo, v nek rezultat, pa v nek produkt. In itak, ker sem bil majhen, pač me ni preveč zanimalo podjetništvo, oziroma vsej ne veš, kam spadaš, pa nekako sploh kaj si želiš, pa kaj si želiš delati, ker si mlajši. Ampak zmeri sem imel neko žilico za prodajo, dajva tako reči. Že od malega sem znal najti nek vir prihodka, pa tudi če je bil to zelo minimalen, za tiste naše čase, ali bilo to za čigume, za čokolado ali pa za kaj drugega. Sem nekako imel občutek, da najdem eno stvar, ki ljudje iščejo. Ker sem videl, da si nekdo nekaj želi, jaz sem pa vedel, kje to dobiti. In jasno vmes nekaj zaslužiti. Tako se je vse začelo. Hudo, tako kot imajo v Ameriki te popularni za te lemonade standi, ki tam mali prodajajo limonado od zunaj. Poznam, ja. Pa že malo zaslužijo. Kaj je bilo pri tebi? Daj mi povej, kva si kaj tako naredil. Jaz sem recimo travo pokosil, pa ne vem, tudi avto uprav itd. Ko najdeš si nekaj, kar folk krap in si pač rekel, ti mesto naredil za 5 evrov. Ja, zdaj ne vem, če te stvari so jih primerno za napotke. A už si drogo prodajaš? Ne, mislim, ne. Ne, drogo nisem, ampak razne stvari, od plinskih bombic za pištolo, za plinsko pištolo, airsoft. Ja. Naprimer, Cerknica je precej oddaljena od Ljubljane. Fantje, to je bilo zelo popularno nekaj časa. Jaz sem pa vedel, da se to v Ljubljani da dobiti za zelo poceni. Starejši fantje so pa v Cerknici to prodajali za ful dražje, kakor je bilo pošteno meni. Koliko si bil to star? To je bilo 6. razred. Ok, to je kaj, 10? Ne, več. 6 je prvi razred, je prvi, 6, ne? Koliko je pol to? 12. Ok. Recimo. 12 12 let, ok? Ja, go on. Sem potem pa naprej vse take razne drobnarije, ki se jih v Cerknici ni dal dobiti. Ja, ker si bil v Cerknici, se pravi mladenič, 12, 13, 14 let star, kako si kle recimo ta del gledal, da si nekako vedel, da če hočeš dobiti mogoče denar ali pa karkoli drugega, za to treba nekaj narediti. A je bilo to nekaj tazga, v čemer si užival, pa ti je bilo malo tako, k igra, namesto da si igral igrice, si recimo ti raj delal to. Ja, točno to. Čeprav sem zelo rad igral igrice tudi, ko se je tudi razvil pol moj drugi startup, je Flamingo, ampak zdaj sem se spomnil, kar se tiče teh moralnih vrednot. Se pravi, če je kdo kakšne čigumije kdaj ukradel, ker smo bili majhni, je bila to zelo majhna kraja, ampak še vedno kraja. In se generalno naši generaciji ni zdela nič slabega. Je bilo prej kakšen tak skill, spretnosti, pa si bil frajer. No, naprimer, jaz tega nikoli nisem naredil. Niti čiguma ukradel. Sem se pa znal zelo dobro spogajati spretno. In to je bilo, da sem namensko šel kupiti, tam smo imeli na poti domov ene zelo dobre take kiselce, lizike. So bile menda po 25 centov takrat. Jaz sem imel pa tako 17 centov ali kaj tasga. Veš, zbiraš, kakšen drobiš, mal ti da en, mal drug, kakšen babi in pol ti kaj ostane. In sem vedel, da nimam dovolj, in sem šel rajš tja. In pol sem prinesel na blagajno, mrtvo hladno, nič, ja, 25 centov recimo, in sem dal 17. In pol sem takole naredil, shit, In sem vedel, da bi mogoče znal takmu majhnemu reči, dobro, in par centov. In točno to se je zgodilo. Se pravi, na tak način sem znal, to se mi je zdelo tako, ampak to je bila njihova odločitev. Še zmeraj bi lahko rekel, ne, pridi naslednjič, ali pa kaj. Ja. Sveda nisem mogel več tega pol narediti tam. Ja. Ampak pa tako tudi,
enkrat sem bil v Angliji, ni bila izmenjava, ampak je bila šola angleščine in je enemu padel en tak kupček denarja, ne. In meni je bilo normalno, da mu poberem in grem za njim in mu dam nazaj, ne. Pol vmesnem, kasneje, ko sem bil kdaj tako brez denarja, mi je bilo tako, mogoče sem pomislil, pa sem rekel, Kaj nisi vzel? bedak, ne. Ampak zdaj, ko pogledam nazaj, sem se prav odločil in te vrednote me spremljajo čez življenje, ne. In to se je tudi kasneje pojavljalo v karieri, kjer je bila možnost dobiti investicijo za nek projekt, v katerega nisem takrat več verjel in jo nisem sprejel. Ok, da me pel k prvemu nekako tako obdobju, ko si se začel pa zdaj s podjetništvom spogledovati, pa si štartal svoj prvi startup. Kdaj je bilo to? Pri 17 letih, Okay. takrat je mogla v bistvu pol še mami moja pa od mojega partnerja podpisati, da sva sploh lahko ustanovila podjetje, ne. Hudo. Pa tako, v bistvu se je pa vse začelo z eno tak malo drugačno zgodbo. Ne najbolj moralno, ki jaz rad poudarjam, ne. Moji starši so delali v potovalni agenciji in jaz sem imel to priložnost, da sem videl že kot majhen otrok tako kar precej sveta, ne. Ker se ga tudi ne spomnim zdaj, ampak tam naprej od enega 13 leta pa se ga. In videl sem, kako ljudje živijo po svetu, ne. Kljub temu, da če se vrnemo nazaj, jaz izhajam iz ene zelo majhne vasi v okolici Cerknega, niti ni Cerknega, kjer smo vsi sosedi prijatelji, kjer so dobri ljudje doma, kjer lastovke gnezdijo, ne. Ampak videl sem po svetu, kako ljudje živijo in sem si rekel, wow, ne, jaz bi tudi. Sam zato, ker pač sem to videl in sem videl, kaj se da. Všeč so mi bile dobre stvari, všeč so mi najboljše stvari na svetu, ne. Zmeraj hočem največ, kar se da od nečesa, ali je to materialna stvar, ali pa čustvena stvar, ne. Ja, nisem zadovoljen s povprečjem in včasih sem bil ali pa sem nekod podpovprečen, rajš, kakor da sem v sredini in tam, kjer je gužva. In to sem jaz. Hudo. To je en quote od Roosevelta, Theodore Roosevelt, predsednik ameriški je bil. Man in the arena, ne vem, če poznaš. On govori o tem, kako je pomembno, da se ne ukvarjaš s kritiki, se ne ukvarjaš z unimi, ki gledajo noter v areno, ampak da vzameš zasluge za to, ker si ti tisti, ki se borijo, ne. In da bi rad pripadal ali unim, ki poznajo grenkobo poraza, ali pa sladkobo zmage, nikoli pa ne bi rad bil ena izmed unih duš, ki je vmes in ne pozna niti enega, niti drugega. Ja. In to se tukaj lepo navezuje, ne? Če hočeš življenje izkusiti v polnosti, moraš pač iti od ene strani do druge strani, ne po sredini pač konstantno biti tu naprevidena. Ne, sredina mi ni všeč, nikoli nočem biti tam. Mogoče mi je celo največji strah, da bi bil povprečen. Raj se sprijaznim s podpovprečjem. A sem prav to rekel? Nimam pojma. Ne. Podpovprečjem je tako nekaj, kar mi je čisto ok, da sem. Ja. In ni problem, če me kdo judge ali pa kaj, ali če sem podpovprečen, ampak želim se biti pa nadpovprečen. V sredini mi je mi ni v redu in zato sem pač tudi nekako, po mojem, že od majhnega sem tak rebel, tak upornik tega sistema in zdaj eni to pravijo Matrix, eni pravijo, ne vem, mislim, da je pač ta sistem narejen za to, da smo nekje povprečni, glih prav srečni, da ne delamo problemov, pa glih prav nesrečni, da torej smo proaktivni. Ja. Da imamo občutek, da moramo nekaj več narediti. Ja, in to je bil ta prvi povod tega, se pravi, mogoče pravega podjetništva, ne, ker tista prodaja plinskih bombic in podobnih zadev kot otrok, nisem še razmišljal o tem, je bil sem neka žilica, mogoče, kar pravijo, ne.
Drugače se je pa začel pri enem filmu, zato sem rekel, da ni tako moralno, pri Wolf of Wall Street. Aha, ja. Kaj Jaz ga je pozavam, koliko si ti mlad stari. Koliko si star, zdaj ti 22? 24. 24, ja, sorry. Ja. In Wolf of Wall Street je prišel kdaj ven? 5 let nazaj. Ne. Koliko? 2014. O, shit. Ok, 10 let nazaj. Ja. Se pravi, ti star 14 let. Ja, ampak bolj bi rekel, da jaz sem gledal, ko sem bil star 16, Ok, ja. ki je prišel bolj, ne vem, na Netflix ali kam je prišel takrat. Ja. In ta film je mene malo zaznamoval, ali pa veliko zaznamoval, a ne. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj kot malo bolj moder človek, čeprav nisem preveč, bi rekel, ampak bi rekel, da ta film ni primeren za take mlade fante, ki sem bil jaz takrat. Ampak me je zaznamoval v smislu, Jordan je bil underdog, a ne. On ni bil eden izmed velikih, ne vem, posinovljencev, kako se reče, sinov od direktorja, od lastnika korpo firme, ki jo je pol prevzel in bil nek frajer, a ne. On je bil navadno nula, ali pa še manj kot nula, a ne. In se je učil in naredil eno izmed največjih podjetij na Wall Streetu, ki so pač nažalost prodajale pink sheets delnice, ki niso bile vredne nič za veliko, a ne. Ampak šlo se je bolj za to zgodbo, da je on to zgradil sam s prijatelji, a ne, on tudi ni najel najboljše prodajalce, je najel nekako ljudi, ki jih je poznal, pa jim zaupal, ker se mi zdi, da zaupanje pa lojalnosti se zelo težko kupi, ali pa ste jih celo ne dal resnico, ne. Bravo. In Jordan je nekako bil še tisti dodaten push, matic čas je, da nekaj naredimo. Ne na njegov stil, ker je nažalost začasno končal v zaporu, zaradi prodajo pink sheets, ne, delnic. Ampak ta film je bil nama z Jakom, da ga malo omenim, mojim najboljšim prijateljem od malega, neka pobuda, da proboval ustvariti nekaj več in se izriniti iz podpovprečja, ker Sistema. iz sistema, ja. Niste hotela v tej poti. Ne, nisva hotela. Pa bila je pač priložnost, bila je ona Golden Age of Mobile Apps, je bil takrat, ne, Outfit 7 je haral takrat v Sloveniji. Mislim, da se sploh še ni takrat prodal, ampak ne, kasneje. A takrat Talking Tom je po mojem takrat se... Ja, Talking Tom pa v Cirkensu je bilo še eno zelo uspešno podjetje, ki je razvilo isto mačka, ki se ne govori, ampak se malo igra z njim, pa so tudi bili, tako bi rekel, glavni v Cirkensu, Pilkom se reče, ne. In midva sva izhajala iz nekak že od malega, a ne, na telefonih pa v teh aplikacijah in sva rekla, da je razmisliti, kaj bi lahko naredila. Na tem področju. To je bil prvi tak venture. Drugače pa zanimiva zgodba se z Jakom, a ne, je pa quote, if you can't beat them, join them. Veš, kako je, kako že reče. Ja. Če jih ne moreš premagati, se pridruž. Ja, se združi, ja. Jaka je bil moj največji sovražnik. Zakaj? Ker je vodil begunsko ekipo, ki so avtobus, ko smo šli na izlet, je zmeri sestavil pri njihovi šoli prvo in jih pobral. In so zmeri nam zasedli zadnje zice na avtobusu. Pol so prišli ta avtobus Cirkensa in smo mi mogli gor in so bili begunci zadnji, ne. In ajde, steri se dol, ne, in so se ruvala in to, in skozi je bila bitka med nama, ne. On je bil nekak predstavnik njih, jaz sem bil pa predstavnik mojega cirkenške generacije, ne, razreda. Begunci, kaj? To so ljudje iz Begun? Ne, to so begunci, so iz Beglice, ne. Ja, ok, nisem vedel, ne, čakaj, zdaj res ne vem, kje misliš to? Ja, begun je pri Cerknici. No, evo, tako povej, zdaj se zdaj me v glavi, da so bili begunci gori, da je Jaka begunci v bistvu. In da je to zdaj story, ki bi ga boš povedal. In pa sem videl rata na najboljša prijatelja, tako za v Bollywood sceno. Ne. Ok, cool, razumem. Ja, pa je pa ratal 6. razred, ne. Ja. Ki je pa begunska pa grahovska šola, Grahova je še enkrat bil v Cerknici ratal premajhen. Ja. Je pa pridem, 1. september, ne, v razred, tale model noter, tamle mi sedi. Sem rekel, jeben ti, pa sem rekel, živel, ne. Čau. Pol pa sva se pokonektala
in si dovolila spoznati in sfratala prijatelja. No, in še danes je moj partner pri projektih. Ne. Hudo. Um, Dej nadaljuj mi to zgodbo zdaj o tem prvem startupu. Povej mi, kako sta šla iz tega, ker mi smo se pri 17-18 letih ogromno pogovarjali o projektih, pa kva vse bomo naredili, pa kva vse bomo štartali, ampak nismo naredili nič, ne? Sam gobcali smo. Kaj sta vidva naredila, da se je pač to dejansko premaknilo pol v neko smer? Kako je ta proces izgledal? Daj mi to malo povej. Dobila sva se na eni klopci, tam, ko greš nad Cerknico, in sva prinesla s sabo laptop in sva razmišljala, kakšna aplikacija. Ne. Takrat sva bila pač, treba je aplikacija, ne, če hočeš zaslužiti. Takrat je bilo to in. Danes vemo, da aplikacije so sam pač eno orodje izmed. Takrat je bilo pač treba imeti aplikacijo. In sva si zamislila, pojma nisva imela o ničemur, da bi naredila ene take anime. Anime so bili japonski liki, ne? Karakteri, Ja. Ki bi z umetno inteligenco se postali prijatelji za te Korejce pa Japonce, ki imajo ta social problem, da že takrat so ga imeli, zdaj se mi zdi, da to prihaja k nam, ampak da imajo težave komunicirati da so introverti, da je tako reči. Se pravi, predstavljaj si ti, da si en depresiven Korejc in zdaj ti mi omogočimo, to zdaj šele prihaja, ampak mi dva sva že takrat, imela, rečemo, enega izmed prvih virtualnih prijateljev v obliki njihovih najljubših anime. Anime so bile pa takrat zelo popularne in to so tisti japonski liki 3D, 2D. Ja, na televiziji so oziroma kaj na... Tako, to so te risanke. Digitalni junaki, ne? Ja, tako. Tako da, to sva si zamislila in vse, kako bova to naredila in te milijone zaslužila. Ampak pol sva hitro gotovila, da ti, da v bistvu imava mogoče 400 € žepnine. Na računu, ne žepnine, pardon. Na računu, ne. In da sam rečeš dober dan, eni programerski ekipi stane lahko 1000 €, ne. In nič, pol je pač, sem bila malo žalostna, pa pač je minil kakšnih par dni in pol sem jaz eno jutro, ko sem mi dal v šolo, googlal, kako dobiti investicijo za tvojo idejo. V Pojsli sem bil, prav spomnim se, tako sem bil len tisti dan za šolo. Ja. In je vrglo ven poslovne angele. In sva pač napisala e-mail, da imava idejo, pa to pa so rekli, da pridta v Ljubljano na sestanek. In sva bila že tako ful vesela, sva prišla v Ljubljano in do gospoda Brankota Drobnjaka in je sprejel njegov pomočnik. In smo šli na sestanek s pomočnikom, kjer sem mu razložila najino zgodbo in potem je on pospremil do te pisarne od Brankota. In takrat je Branko vrgel ven, da skrajšam. No. Kako je to izgledalo? Ja, veš, kako je to izgledalo? No, povejta, kaj imata. Jaz sem bil tam, no, kaj imata, no, povejta, ne. Pa drugače ne me narobe razumeti, Branko je odličen človek in res človek, ni nadut, ni aroganten, en izmed najboljših ljudi v svetu biznisa, kar sem jih spoznal. Ampak pač imel slab dan. Jaz mu začnem razlagati, pa kaj smo ta dva prepelov na pizdu unga boga Davida. Ja. Takrat je bil, jaz sem kar pod mizo lezel, začel, ta dva ne vesta nič, ta dva nimata nič, ta dva nima nič. Ven, smo končali, Wow. ok, hvala, nasvidenje. Kaj to pomeni, smo končali, moramo, kaj naredimo? Priprav ta investor deck, priprav ta poslovni načrt, ok, to smo si zapomnili in smo šla domov in smo pripravila poslovni načrt, koliko se zagre, en teden sva ga po moj delala pa ta investor deck in od tam naprej je šlo pol navzgor. Ok. A pol je ta njegov način v bistvu
se ga nisi ustrašil, tako da bi te vzel pogum pa rekel, ne, da greva mi dva to pustiti, Ne, nisva dosti dobra, da pač te je napalila. ja, meni se je ful fajn zdelo, da sem sploh do tja prišel. Oh, A veš, kaj mislim? Meni je on ven poslal, ampak jaz sem bil probran kot drobnako pri predsedniku poslovnih angelov. On je bil pa itak slovenski Jordi, a ne? A veš, Jordan. On je imel firmo Poteza, vredno 180 milijonov, ki je leta 2008 investirala v NLB, 2008 pa vemo, kaj je bilo, a ne? In takrat je bil pač zlom in je veliko zgubil. En izmed redkih, ki je dejansko tudi takrat uspel vrniti denar vsem investitorjem njegovim, a ne? In tako, v glavnem, meni bilo fajn, da sem prišel do tja in da me je vrgel ven, pridem nazaj, a ne? Vedel si, da vrata niso zaprta. Ja, tako se mi je zdel, nisem pa vedel, a ne? In sta dobila pol investicijo. Ja, mislim, pol sva pa naredila investor deck po vse in šla na pitch, na ta, to zgleda tako kot Shark Tank. In sva dobila prvih 50,000 evrov za 10%, Wow. kar daje neko virtualno vrednost $500,000, ne, za tako rečeno nič vreden startup, oziroma veš zakaj nič vreden? Zato, ker v današnjem času, 2024, je na podlagi ideje pa enega PowerPointa praktično nemogoče dobiti investicijo. Moraš imeti že proof of work, ne? Ogromno moraš imeti dokazov, traction, tretje. Veš, to je zelo težko. In takrat, ne da ni bilo takrat težko, ampak takrat jaz nisem vedel, da je to težko. In če ti ne veš, da je nekaj težko, pa ti rata, kaj, vse ne več. In zato takrat sva šla v bistvu z glavo čez zid. Danes nikoli ne bi šel na podlagi ideje pičati nikamor, ker vem, da bom zgubil en kup časa. In to je nemogoče. Mislim, jaz sem dokaz, da je mogoče, ampak na podlagi, veš, če nekaj to, kar sem rekel, če ne veš, in nisva vedela, sva šla z glavo čez zid in sva dobila denar za razvoj. A ne? Ja, res sta bila v popolnem tajmingu, po moje, za nekaj tasga, ne? Da so oni tudi videli potencial v tem. Ja. Ker danes, da ti nekomu pokažeš potencial, ki se skriva malo bolj v prihodnosti, trenutno, a ne, pa vidi, ok, v redu, to res nekaj bo dobrega, da moraš kar veliko pokazati, a ne. Ogromno. Ja, pa tudi več je zdaj teh ljudi, angel investorjev, se pravi angelskih investorjev, ki to iščejo. Pa tudi podjetniki, ki so bili nekako v zadnjih 5 letih uspešni, zdaj hočejo denar dajati v mlade. Da oni razvijajo v bistvu nekaj, oni jih pa samo suportirajo s finančnim delom, a ne. Pa znanjem, ne? Pa znanjem, tudi, ja. To je ful pomembno. Ja. Tako da ja, no, to je bil tak kick-off, tako kot si rekel. Ja, in ta aplikacija, to je bil Flamingo. Ne, nisi še Pa še nisem Flamingo, ok. Ne, ta aplikacija je bila ta anime, ne? Aha, A veš, ok. to je bil ta startup, ta Anime World. Mi smo potem to razvili in pivotirali v malo drugačne vode, ker smo ugotovili, da nimamo pojma od korejskega trga, pravi čas, hvala Bogu. In smo razvili aplikacijo, sva razvila z Jakom in razvojno ekipo, ki sva je plačala, ne? Aplikacija Lucy and Luke, ki je v bistvu otroke učila angleškega jezika skozi igro. Bila je zelo zabavna igra, ki je vključevala Baby Shark, pesmi, Lion King, Pumba, Simba, barve lasi lahko menijo karakterjem, se pravi, colors, names, veš, osnove angleščine skozi igro za otroke do 7 let. To je bil pivot. In ta aplikacija je dosegla, v bistvu nismo imeli denarja za oglaševanje, je organsko dosegla 1000 downloadov, ne? Kar je zelo malo, ampak hkrati ni slabo za nekaj, kar ne promoviraš, ker aplikacije je takrat bilo že ogromno, a ne? To ni bila golden age of apps več, tako kot Talking Tom. Ja. Ampak dejansko tega projekta nismo nadaljevali, ker so bili rezultati preslabi, oziroma je tudi investitorji nekako niso več verjeli v ta produkt, ne? Ker smo ugotovili, da pač AI takrat ni še tako advanced, kot je danes, če bi to hotel narediti. Original ta anime z AI-om, ne? Danes bi bilo to verjetno lažje, ali pa ne, ampak ugotovili smo, da bi mogli to sami razviti, še ta AI dela, ne? Da ne bi mogli nekega orodja uporabiti, in smo ta projekt opustili.
podjetje ni propadlo, je še danes deluje kot digitalna agencija in tudi s temi investitorji skupaj delamo. Ne. Se pravi, se niti nismo rašli, ampak enostavno ta projekt ni šel, to podjetje pa je šlo naprej. Ampak je bil v zakulisju, se je začel dogajati že zgodba s Flamingotom. Se je že začelo v najnih glavah. Kako se je to začelo, se mogoče spomniš? Ja. Je bil pogovor ali kako? Ne, to se pa tudi spomnim, kot da bi bilo včeraj. Ja. Škaj me nek pušča? Pušča. Kdo gre lahko izkričati? Še eno pivo. Se lahko kar dva prenosiš po mojem. Hvala. Ja. A ti kar povem? Ali... Ja, povej. Ne, zgodba s Flamingotom je bila pa taka, da, ker si rekel, da, veš, jaz sem bil tudi star takrat pol 18, to se je zdaj eno leto zgodilo vse. Sem tudi zelo rad videoigre, online igre, računalnika, ne. In sem igral eno igro, ki se reče APB Reloaded in z Jakom, ne, tudi pa še z dvema prijateljama, z enim Janom pa z Alanom. In smo bili zelo dobri v tej igri. Jaz sem imel v tej igri 2500 ur. To bi naredil lahko skoraj definitivno izpit za letalo, no, v tem času že, ali pa, veš. In jasno, pač Bitcore je bil razvojno podjetje, se pravi, veliko denarja od tega razen neke minimalne plače si nisem mogel dajati, ker tudi ni bilo korektno do investitorjev, tukaj spet pridemo do tega moralnega dela, ne. In point je bil, da mi smo vedno ali pa 50% premagali te igralce videoiger, jaz pa moja ekipa, proti profesionalnim svetovno znanim streamerjem. Hvala, držbe. Smo imeli 50% win rate, kar pomeni, da smo jih 50% zmagali, 50% pa oni nas. Ja. In s tem, da so oni služili od tega, mi pa ne. Ker so imeli oni sponzorstva, oni so streamali in so imeli pač privleč, ko bi rekel, v lepsenju tej vasi, ker sem imel tudi predvsej slab internet. Ja. Nisem mogel streamati, računalnik nisem imel niti dovolj dober, da bi streamal, ne. Jaz nisem imel nobenega revenue source od tega, jaz sem sam denar prvič dajal, da sem kupoval stvari, ker je bilo malo tako dosti stvari za interno in notranji nakup, ne. Hkrati so pa oni, ki so zgubljali program, služili z igranjem videoiger. In ti smo vsemu temu v sobo itak mama, ne, pa foter, ne misliš sam igrce igrati cel dan, pa cele dneve igraš sam igrce, ne, boš šel kaj delati, šola itak ti ne gre, ne, nič od nič, sem kurac, se pravi, če v francoščini. Dober je človek, da se kjeri za ti. In potem sem bil sam še zmeri bolezen in recimo, kaj zdaj s temi hudiči, ne, bojo oni služijo, mi zmagujemo, oni služijo, to ne gre skupaj, ne, razumeš. Sem rekel, dajmo to mi malo izenačiti. Kaj bi lahko naredili? In tukaj se je meni v osnovi, Jaka je pa dodelal, pa veš, v osnovi ti nikoli nimaš klik, ampak prvi klik je bil eno rešitev rabimo, da bomo vsi slušali. Ja. Unke je dober, ne sluši, unke je slab, pa ne plačuje, ne samo da ne sluši. Ja. In tako se je rodil v bistvu Flamingo. Flamingo je platforma, ki je omogočala igralcem videoiger zaslužek z igranjem videoiger. Proti komorkoli na svetu, kadarkoli, kjerkoli uri, za kogarkoli denarja si ti hotel. Se pravi, si v bistvu stavil proti unmu, s katerim si igral? Nase si stavil. Aha, ja. In če si ti igral na drugi koncu sveta, pa sem te premagal, vadi pare. Meni, ne? Razumeš? In tako se je rodila ideja. Hudo, in kaj to ste dalo akcijo, pa se je tako izkazalo, da je folk zagrabil? Ja. A res? Tu smo testirali, je folk zagrabil, ampak smo bili spet pri istem problemu investicije, ne? Ja, da bi to scalil zdaj, ne? Da bi več uporabnikov dobil. Ne, da bi sploh zgradil, ker Flamingo je pa spet en tak svoj sistem. Ja. To ni tako, da greš ti na WordPress ali pa nek Wix, Shopify, pa narediš stran, ne? Tukaj ti moraš dejansko narediti svojo aplikacijo, ampak je spletna aplikacija, zato da folk ne rabiš še z downloadi se zafrkavati, pa downloadati pa nekaj jajca tam. Na splet greš in je to app, ne?
ni spletna stran, je prav app, zadnji huda koda, ki deluje. To je bilo treba razviti v prvi fazi. In zato smo rabili investicijo, ampak smo imeli že začetne kazalnike, tako dobre, ta traction, ta interes ljudi, tako velik, da smo kar hitro dobili investicijo za to in da smo to lahko razvili. To je bil pa zdaj drugi in prvi resen start-up. Plus tega, da recimo investitorji so videli, zdaj pa ni bilo več tako, da bi me kar vrgel ven. Veš, fant je že nekaj naredil, tudi če recimo ni bilo uspešno, se je pa nekaj naučil, je pa nekaj malega že zna. Veš, nisi čist rookie, si mogoče tako level 1 rookie, green nekaj. Ja. Tako da to se je pol razvil Flamingo, ja. Okay. In če bi zdaj te vprašal, veliko ljudi pride tudi k meni na mentorstvo, pa to, kam imajo neke ideje, ne? Pa jaz točno vem, da dokler oni teh idej ne dajo v prakso, se mi ne rabimo pogovarjati, ti meni ne rabiš pokazati 10-letnega plana, dokler nisi enega meseca v delu. Kaj bi takim rekel, kako naj idejo začnejo realizirati? Koliko je to pomembno v tvojih očeh? Ja, zdaj nočem dati poceni odgovora. A veš, kaj imam jaz ponovadi za take? Jaz sem razvil, pa ne bom rekel zdaj, jaz sem to sam razvil, ampak definitivno podobne neke frameworki obstajajo. Ne vem zdaj po imenu, ker jih ne poznam. Ampak kar sem se jaz naučil je, da bi rad mladim, tistim, ki res kažejo potencial, ker ti včasih še sebi ne moreš pomagati, pa boš zdaj drugmu pomagal. Moraš res paziti, koga hočeš mentorirati, pa v koga vlagati čas. Ampak hočem jim prikrajšati ta prvi del iskanja investicije in tega sranja, ker ti res vzame lahko veliko časa. Pusti to, jaz pravim, imam en sistem, veš, kje sem to v bistvu, te zametke, veš, meni se sestavljajo pol kocke v glavi, ena plus ena, ker Lego kocke, ampak ena taka stvar je rekel Žiga, founder od njegov sistem so zametki mojega sistema, sistem Žiga, founder of BirdBuddy. BirdBuddy, ok, poznam. Vrtačič. S temi pre-orderji, Se pravi, če bi jaz zdaj, da bi si kupil čas, sej ne, da sem kaj grozno narobe delal, ampak da bi si kot mlad founder Flamingota kupil čas, bi naredil landing page, za to lahko narediš sam na Shopify, Wix, WordPress, imaš teh orodij, ki porabiš 5 ur, pa malo že znaš. Z temi in pokazal uporabnikom, da je že vse narejen, kako delujejo, až beta poklical, da mi naredi en hud video, vse naredil, kot da to že je, pa ne da bi koga hotel nategniti, ampak zato, da polka jaz to probam malo promovirati na kakršenkoli način, nisem specialist v marketingu, lahko karkoli, ne bom govoril zdaj, da ta landing page mičkem promoviraš in dobiš, da folk da se registrira, pa da mogoče celo tvoja kartico da noter, njegova, pardon. To so kazalniki, ki pravijo, stari, to, kar delaš, je dober in ta produkt hočem uporabljati, ampak ga valjda nimaš razvidga. Ampak pol napišeš, Jure, se ti opravičujemo, hvala za mail in zaupanje, nimamo še razvido, pa magar če napišeš, ker nimamo še denarja, ampak si bomo zapomnili in če bomo razvili, ko bomo, ti bomo napisali. Če želiš kaj več vedeti, dam še številko, da me poklič, pa ne vem, se ti še osebno opravičem, res probi ne biti jezen ali whatever, ampak ti boš dobil s tem valuable information, traction, kartice njihove, pa ne da jih vidiš, ampak sam da je probno narediti nakup, pa osebne podatke in s tem zdaj ti lahko greš do investitorja in rečeš, tukaj imam 1000 kartic, pa 10.000 e-mailov, ki bi uporabljali to storitev, ampak jo nimamo razvite, ker nimam znanja ali pa nimam denarja ali pa nimam oboje, se je skoraj neumen, ker ti ne bo do denarja. Ker ni panike, če ti on ne bo, en ti bo, ker to so rezultati, ki jih ljudje iščejo. Če si pa še ti tak, da res verjameš v to, to je pa nekaj, kar se najbolj išče. Te dve ključne točke pri investiciji. Ekipa pa traction. In če si ti tak zagrižen
tipa, ne, da boš šel z glavo čez zid, da oni to vidijo, plus traction, boš dobil denar jutr, zdaj ti dam 10 naslovov, mislim, se to pa ni neka umetnost dobiti denara, ne, za projekt, če je dober. Večina mladih pač ima to oviro, da si reče, fakt, to rabim to denarja, to je drago, tega se sploh lotil ne bom, ne. Ali pa je težko, pač v resnici moraš malo razumeti stvari in s tem jaz rad pomagam, jaz to veliko ljudem povem na tak način, ne. Problem pri mladih je, kar bi rad povedal, da si vse želijo takoj in tu jim daje ta notranji pritisk in nemir, ne. Mislim, da to sam dobro veš. In da pač nič ne gre čez noč, res ne. Če pa uspeš slučajno čez noč, je pa zadnji toliko enih noči, če so že v nočeh, ki jih noben ne vidi, ne. A veš, te meni so se tudi smejali na začetku pri Bitcoru, tam je en bar, ekstrem bar, Cirkens je, ne. Vsi so rekli, lejh podjetnika, lejh, kaj neki hočeta, ne, veš, ono. Ja. Ono, ampak, ja, počakati, mislim, počas pa, če si nekaj želiš, pa veš, zakaj to delaš, je treba iti počasi in biti potrpežljiv in verjam, da ne pametujem, da tudi moram tudi sebe še dan danes opominjati, še danes sem se zjutraj, pa ne, kje je bilo, sem rekel, ne, vse hočemo takoj, dan smo tako navajeni, vse imamo na razpolago takoj, ne. Ampak to tako ne gre, no. Pa veliko je primerjava, ne, veš, sploh, kaj je bila ta doba Andrew Tate, ne, pa se je kazalo, kako lahko ti zelo hitro prideš do veliko denarja, ne. Če delaš točno to, pa to, on je zase postavil fenomenalen sistem, kako je njemu denar noter. Ja, res je. Njemu so ljudje plačali, da jih je učil delati, on jih je pa učil delati tako, da so delali zanga. Se pravi, ti si v bistvu plačal za to, da si delal za nekoga denara, ne. In klej, itak je on ful zaslužil. Pa še ta kontroverzen marketing za Ameriko, to je itak vrhunsko, ne. In evo, je postavil ogromno podjetje, kakorkoli obrneš, ne. Sicer povem, koliko je to moralno sporno, pustimo, ampak načeloma, če gledaš mlade danes, dokler ti nekaj ne narediš, sploh pač ne sanji o tem, da boš karkoli imel, ne. Pa imaš ti lahko najboljšo idejo na svetu, ti misliš, da jo imaš. En jo bo pa realiziral. In tako malo v spiritualnosti pravijo glede teh idej, ne, ker čutiš, da so res dobre. Ker ti enkrat začutiš idejo, da je res dobra, jo daš pač v eter in če jo ne boš ti realiziral, jo bo nekdo drug. Zato se velikrat zgodi, veš, da folk reče, cel razočaran pol nad življenjem. Fakt, to je bila moja ideja, lej, pa sem jo spizdili, ne. Ja, ne, narediti moraš nekaj, ne. Veš, in človek, ki je tebi spizdil idejo, mogoče imel prej 10 slabih, ki jih je probo, pa so vse propadle. In je ful pomembno to zaveščati, pa si po moje ti kar ta prav človek, da to narediš, da če hočeš nekaj dosežiti, ta prvo poglej, kje sploh si. To boš pa ugotovil sam s tem, da boš spustil to nesigurnost vase, pa dal produkt na trg, ne. Zdaj pa, če ti bo ljudje povedali, da ga nočijo, pol pač deli nov produkt ali pa nekaj poprav, če ti bo rekli, da ga hočijo, pa začni pač graditi na tem, ne. To nekako, če povzamem to, kar si zdaj rekel. Ne, drži. Jaz bi sam še dodal, da še, veš, kaj ljudje pravijo, ne vem zdaj, s kje so dobili te podatke, raziskava, ne, ampak da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju $1 million idea, ne, tako pravijo, ampak da jo pač ne prstuje, ker ali si ne upa, ali se mu zdi, da ne bo šlo, in to se moraš zdaj ti odločiti, ne, nikoli ali bo šel to, pa sprejel posledice, ali pa pač ne bo šel, pa boš v povprečju. Sej povprečjem ni nič narobe, no. Ja. Sam zame to ni, ne. In klej pol po moje to, kar si omenil sistema, ne. Sistem te v bistvu drži v tem, da ti te $1 million idea ne probaš, zato ker bi s tem izstopil iz povprečja, ki služi sistemu. Ja. Ta sistema, ne, jaz ne bom kaj dosti filozofiral, zato ker tle je tanka meja med tem conspiracy theories pa to. Ampak povedal bom eno zgodbo ene prijateljce, ki jo zelo spoštujem, ki je tako zelo inteligentna in taka oseba, ki povozi druge, lahko hitra, ne, močna. Ampak primer, dajo ti se zaposliš pri enem podjetju, dajo ti dobro plačo, ne samo dobro, mnogo nadpovprečna plača, pa še služben avto, pa še zastonj bencin, pa še koristiš ga lahko v
za privat zadeve, a ne. Pa še dopusta plačenega, ne vem koliko, ne. Pa si moraš biti nor, da rečeš, veš kaj, grem jaz neki v garažo tam tuhtat, pa nekaj razvijati. Ti si profuknen, ne. To je ta sistem, ne. S tem te držijo korporacije, podjetja, s to neko varnostjo in s tem, da ti dajo toliko, mogoče malo več kot drugim, ne, ampak glih toliko, da si ne upaš nikoli več od strana, ne. Veš, kako se temu reče? Zlate lisice. Golden handcuffs je izraz, ne? Jaz sem to doživel tudi. Zlate lisice pomenijo, da ti si še zmer pač zaprt, ne? Golden cage. Ja, golden cage, mogoče tudi. So pa zlate, ne? So pa lepe. Lej, moje so lepše od tvoje. A veš? Ja. In tukaj itek ne smemo pozabiti, lej, ni za vse neka podjetniška pot, itek da ne. Tudi sistem je nam omogoča, da lahko živimo, da vse funkcionira. Ne? Če ne bi bilo štromarjev, če ne bi bilo vodovodarjev, če ne bi bilo ljudi, ki gradijo stavbe, pa bi bili vsi neki podjetniki, kje bi živela. Ne? Tako da je malo triki se v to preveč spuščati, pa tako reči, vsi bi mogli biti totalno free, sam razmišljati, kreirati ideje. Nismo v takem svetu, naša skupnost ni taka. Ne? Zdaj, če bi bilo več, če čist poenostavlja zadevo, bi lahko obstajali. Če bi bile manjše skupnosti, kjer bi en skrbel za vodo, en skrbel za hrano, en skrbel za varnost, en skrbel za to, da lahko ljudje spijo itd. To bi šlo. Ampak smo to pač z tehnologijo in vsem prerastali in zdaj smo, kjer smo. Ampak za te ljudi, ki pa se igrajo z idejami, je pa, mislim, da sistem tist, ki jim daje potuho, pa jih v comfort zone konstantno vleče, zato da ko on pride domov iz službe, gre gledati televizijo. A veš, daj televizijo ven iz svojega doma, daj vse te distrakcije ven iz doma, pa bod malo sam s sabo, pa bomo videli, kva se je zgodilo. Še zmeraj imamo vsi isto časa na razpolago, ki ga eni ljudje namenijo za to, da pač delajo nekaj v tej smeri, eni ljudje pa za to, da prokrastinirajo, pa upravljajo druge, pa ne vem kva vse. In mislim, da je ta ključna stvar, če si nekdo res želi nekaj svojega narediti ali pa nekaj dvigant na višji nivo, se mora zavedati, da si morate prvo lifestyle spremeniti, pa prilagoditi temu, da bo pač lahko sploh uspešen. Ne pa pričakovati, da boš ti uspešen, če boš 1 uro na dan odprl knjigico, takrat, ko imaš v urniku napisan, pa boš noter pisal, kaj boš naredil, kaj je next big thing. Ja. In tle, tudi kad tebe gledam, ti si v pisarni do 8 zvečera, ne? Meni je čisto jasen, kva to pomeni. Tak človek pač težko zgubi, ne? So pa druga področja lajfa, ki malo trpijo zaradi tega, ampak je bi ga stari. Ja. Za vse je neko žrtvovanje potrebno in če bi se več ljudi zavedali, da če ti hočeš nekaj imeti, ti bo nekaj odzeta, ne? Pa bi bili pripravljeni to žrtvovanje narediti, ker bi bili toliko pač prepričani v to, da je to ta prava odločitev, bi hitreje se premikali v smer, ki se morajo. Ne da konstantno iščeš komfort, pa pustiš, da te nateguje, pa te daje v komfort. In ja, ne vem, malo sem zafilozofiral, ampak ne, čistko. Zelo lepo si povedal. Ja. Ker si flamingo pol naredil, zdaj klej si bil že kar izkušen. Vse veš, kako je. Kaj bi pa pol naslednji korak? Ker flamingo si ti prodal, ne? Ja. Naslednji korak je, da mi je začasno zmanjkalo idej. Se hecno sliši, ampak in sem bil malo depresiven in žalosten in sem iskal the next thing. In v tistem momentu me je poklical na kosilo en znanec, bom tako rekel, ne bomo imenih, in rekel, da bi se mogoče lahko preizkusil v eni drugi stvari, začasno, jasno. In jaz sem rekel, pač ok, ga spoštujem, ga toliko spoštujem, da grem, na razgovor, ker to je vseeno bilo delo za nekoga drugega, mogoče ne prvič, daleč od tega, lahko se pol vrnemo na ta, ampak po zelo, zelo dolgem času pravega podjetništva. In se je skazalo, to je bilo to vodja inovacij na stroki, da je v bistvu bila zelo dobra odločitev tega vmesnega časa, ker je stroka eno tako podjetje, ki dela tudi take spin-offe, take start-upe, take zanimive inovativne produkte, ki jih razvija poseben R&D oddelek, ki nimajo veze z core businessom podjetja.
In moja naloga, jaz sem se popolno najdel noter, ne. Naloga teh startupov je enih, da se prodajo, kar sem delal, enih, da se poskelajo ali pa dajo na trg, ne, še preden se poskelajo, kar sem delal, enih, da naredimo nove akvizicije zanimivih startupov in skupaj z novimi ekipami gradimo, a ne, kar sem delal. In je ena taka zelo frajerska funkcija, ki mi je bila pisana na kožo, a ne. Tako da tukaj sem tudi še danes, a ne. Hudo. Tako da- Kam si se hotel vrniti prej, ko si rekel, da si že prej bil zaposlen? Ja, prej sem bil pa tako, a ne. Šole nisem kaj preveč maral, a ne, oziroma zmer sem se potrudil glih toliko, da je šel kakšen izpit, da je šel čez, ne, a veš. Kakšne stvari so se mi zdele jako bedaste in jasno so me potem starši rekel, a pa šolo delal ali šel pa delat, a ne. Šel pa delat, kaj. Sem delal v eni tovarni kartona, Cerknici, pa sem delal v drugi tovarni kartona, ker mi prvi tovarna kartona ni bila všeč. Pa mi ta tovarna kartona ni bila všeč, sem delal v Elgolajnu, ampak sem delal kot tehnolog, a ne, ta je bila že malo višji level, ne, tehnolog že v pisarni, če ne drugega, izdelava mikrovezi pa čipov. Ampak to je bilo tako ob šolanju, a ne. Sem šel pol srednjo šolo dokončati po izpitih, tako da pravim, rodiš se morda podjetniška žilica, ampak denar je pa vseeno treba zaslužiti nekje, a ne. Ja. Tako da to je bilo pač prej ali pa vmesna faza, tisto prvih pol leta do investicije ali pa prvo leto Bitcora, Anime Worlda, a ne, samo da ne bom umešal. Ja. Tako da ni bila prva zaposlitev v neki tuji firmi, a ne. Ampak pravim, stroka je res zelo visoko tehnološka, res inovativna, res hudi startupi, a ne. Startupi, projekti znotraj in je neka funkcija, ki mi je bila pisana na kožo, krati pa mi omogoča, da zraven še kaj podelam sam ali skupaj, a ne. Ja, veš, ni tako, to je vse naše, a ne. Jaz tudi lahko pripeljem pa dam denar za kakšen projekt, pa ga imamo skupaj, a ne. Se pravi, eno taka zelo nekonvencionalna zaposlitev. Ja. Če me razumeš. Zelo svobodna iz Zelo vidika tega, kaj ti svobodna. delaš, ne? Zelo svobodna, ne. Jaz sem tudi en izmed stvari, ki sem jih mogel obljubiti in katerih se moram držati, je, da KPI, cilji in stvari, ki si jih zmenimo, bojo vedno narejene, a ne. Morajo biti narejene, a ne. Samo mogoče me ne spraševati ob 10, kje sem, ali pa kaj delam zdaj, a ne. Nič. Morda sem na Luni, ne vem, mislim. In to je nek tak pogoj, ne pogoj, to so bile moje želje, ker sem malo tudi riskiral, veš, da rečejo, ne, tazga pa ne rabimo stari, priti mi ob 8, ja pa ob 5 dan, tako je to, a ne, tako je to, ampak tu sem pač imel želje, sem povedal, probal, so bile sprejete in mislim, da smo z drugim zelo zadovoljni, ne, če ne bi zdaj že eno leto. Ja, sigurno. Mislim, to svobodo, ki si jo zdaj omenil, to si je treba zaslužiti, ne. Vsi bi mogoče to na začetku radi, ne pusti meni, da delam, kar hočem, pa nič ni narejen. Ja. Tako da to sem se tudi jaz naučil, ker sem jaz zaposloval ljudi. Jaz sem vsem to hotel dati, ne. Tako ti deli, takrat, ko hočeš, res nimamo nobenega urnika, ne, ampak je bil to bolj ta moj ego, ki je hotel pač drugim mal ne vem, ugajati ali pa biti nek rešitelj ali pa nekaj tazga, ne. Pa sem videl, da to ne paše vsema, ne. Da pač stvari niso narejene in sem bil tako, pa kdo kaj dela. Ja. In pa sem bil, kakšen sistem si jim pa dol zadelati, človek se ne bo sam spravil, ne. En mu pač sede, da more prideti nekam, pa kle sedeti, pa oddelati svoje, pa pol imeti mer od tega, pa iti delati čist nekaj drugega. Tako da, tudi te izkušnje, ki si govoril, da si delal s kartonom, pa to, ne. V karton imam jaz tla. Ja, itak, ne. Veš, ko so bile zame selitve, pa kelnarenje. Meni je tudi doma fota rekel, lej, če ne boš šola, boš pa delal. Doma mi ne boš ležal, a ne. Kaj s tabo? In ja, in jaz bi prvoščil vsakmu, sploh fantu, mlademu moškemu, da neko fizično delo gre delati. Enkrat v življenju vsaj. Zato, ker te nauči, da more pač ta karton
biti na koncu dneva tak karton. Mhm. In ti boš videl, a si naredil svoj del, a ne. In ne tako id v nek marketing ali pa neko prodajo, kjer Ja. ti lahko lari-fari vse Bravo. napleteš, a ne. A veš, Bravo. in ful v glavi ti da nek ok, jaz sem zdaj sam do sebe odgovoren, da je to narejeno. Ne? Jaz sam sebe več ne znam legati, se je narejen, se nojo opazil. Ja, bojo opazili, če ta karton ni tam. a ne. Mhm. In je ful dobra izkušnja bila po moje tudi zate. In zdaj tudi lahko imaš to svobodo, ker si dosti odgovoren sam do sebe, da kar rečeš, da bo nekaj narejen, bo narejen. Ker to je po moje ena stvar, ki se jo mi vedno dotaknemo na naših team meetingih, a ne? Da najbolj pomembna stvar nam je, da ko nekdo nekaj reče, da bo naredil, je to narejen. Če bomo vedno to deliverali, pol jaz lahko prevzamem odgovornost za to, da delegiram teske, a štekaš kot vodja. A ne? Če vam jaz v ekipi ljudi, ki rečejo, da bodo naredili, pa ne naredijo, pač vse pade name. Ni dosti dober sistem, da bo njim pač omogočil, da lahko to stvar naredijo. A ne? In klej zdaj, ki se tudi dajes bolj v te vode, da si ti nekako taka, išče ljudi, ki bojo neki executor. Je ta zelo pomembna, da ti veš, koga zbiraš, tako kot si prej rekel. A ne? Ne moreš kar z vsakega mentorirati, ne moreš kar z vsakim biti business partner. Pa me mogoče na tej točki zanima, do zdaj vse, kar si doživel. Če bi lahko vam potegnil zdaj ene tako modrosti, ki si se jih naučil, ali pa mogoče stvari, ki so ti dale vedeti, da ok, naprej mora biti moja pot taka, če hočem biti uspešen. Kva bi bile kakšne izmed njih? Tako da bi en 20-letnik, ki to zdaj posluša, recimo, pa 21-letnik lahko rekel, ok, v redu. Če to naredim, imam več šans za uspeh. To je pa dobro vprašanje in težko, a ne? Kakšen nasvet bi dal mlademu fantu? Ja, ne rabi biti niti na svet, bolj tvoja izkušnja, ki je tebi dala neko potrditev ali pa vedeti, da če boš tako delal, bo dober, ali pa če boš tako razmišljal, ali pa če boš se v take situacije dajal. Veš kaj? Tle bom pa zelo težko rekel nekaj. Meni se zdi, da v eni fazi tega uspeha ni pravil. Vsak, ali pa če vzamemo nekaj najbogatejših, pa najbolj uspešnih ljudi na svetu, a ne, vsak ima svojo zgodbo in svoja pravila. Kako do njih in kako do cilja in kako se obnašati in kakšnih poti izbrati. Zaradi mene lahko, jaz bi jim rekel, delajo, kar se njim zdi prav in kar hočejo. Ker to dokazuje že, če daš Jack Ma, en izmed najbogatejših Kitajcev, pa Elona Muska v isto sobo, saj sta bila na intervjuju, pa sta en za drugega mislila, da sta idiota. Spomniš, si gledal to? Ne, nisem. Elon Musk je kar križal, kakšne govori ta pa za unga. Ja, če kdaj povej to zgodbo? Ja, Jack Ma je, kako je že... To je od Alibabe, ne? To je od Alibabe, Ja. imaš intervju na YouTubu, priporočam ogled, ker se ta dva dobita in govorita o prihodnosti sveta. Ne? Elon govori, da bo umetna inteligenca prevzela, Jack Ma zeha zraven, pa prav, da nikoli ne bo mogel AI delati to, kar on. Jack Ma izhaja čisto iz ene, tak preprost človek, bi rekel na prvi pogled, tak butast, ampak očitno mu delajo možgani po zdravi kmečki logiki. Elon je pa čisto drug, v glavnem. Vizionar, ja. Jaz ne bi rekel, da imam tako enega človeka, tako kot vsi zdaj pravijo, Andrew Tate. To moraš tako, moraš zjutraj 20 klic narediti, nič alkohola, nič pravila. Tudi Tate ima pravila, čeprav je zgleda kao rebel, vse je. Ampak jaz osebno vzamem od ljudi, ki sem jih všeč, manj kot 1%, ampak vzamem. In od 100 ljudi, ali pa pol, če jih je več, vzemam po neke mikroprocente in sestavljam neko, a je to osebno se sicer ne spremeni, ampak neka mentaliteta od večjih ljudi. Jaz imam tudi zelo popredalčkano najboljši mentor ali pa najbolj, ko bi rekel, največ respekta za enega v financah, največ v podjetništvu, v vodenju ljudi, v leadershipu, v managementu. To pri meni ni isti človek. To so totalno različne osebe, ki so najboljše v tem, kar delajo. In jaz se učim od njih vseh. In zdaj imam pravila, en je tako zajeban in ne bom poimensko, ampak taka pravila, razumeš, to mi gre na živce, ampak je tako dobro v enih stvareh, razumeš, da ga poslušam, spoštujem in upoštevam.
In jaz mislim, da tukaj enostavno ni pravil, da lahko koga celo zajebeš, če rečeš, takole moraš delati, pa boš uspešen. Nenče. Ja, Upam, da je to okay. Ja, ne, dobro si povedal, to mi je všeč, res, ker jaz tudi tako pač v velikih ljudeh vidim nekaj, kar mi je všeč in pol pač probam videti, kako jaz to lahko apliciram, da zboljšam ta del mene, ki mogoče v tem ni tako dober, kot ona. Ne. Pa ne, to sploh ne gre za primerjavo, to gre tukaj v bistvu za nekak učenje novodobno, a ne. Torej, da se ti ne učiš iz knjige, ampak se učiš iz izkušenj nekoga drugega in to ti ful da. Kar bi dodal k temu tvojemu razmišljanju je samo to, da kar jaz rečem ljudem, ki so na začetku, a ne, torej, ki nekaj sestavljajo, postavljajo je, a si koristen, a ne. A to, kar ti delaš, a si koristen. Torej, da rešuješ nek problem ali pa da daješ nekaj, kar bo nekomu pomagal rešiti ten problem, recimo, a ne. Če imaš ti to poštimano, slej ka prej, boš uspešen, če je teh ljudi, ki je potreba po tem, kar ti prodajaš oziroma delaš, dosti velika, a ne. Ta drugi del enačbe je pa pol, da delaš na sebi, torej da ti poskrbiš, da boš lahko na dolgi rok tekel. Da ni to samo, a veš, konstantno ideja, ok, ne gre, pum, zdaj sem pa sesut. Ampak da si ti še zmeri lifestyle narediš tako, da ti lahko te ideje konstantno razvijaš, probavaš. Odvisen je pa, kakšen tip človeka si. A veš, en je vrhunski številka 2 v podjetju. In tudi jaz sem mislil, da sem vrhunski številka 2 v podjetju. Dokler nisem prebil ledu, pa zbral dovolj poguma, da sem ratal številka 1. Šele zdaj vidim, koliko dejansko sem rojen za to. Tako da, po moje, bolj je spoznavati sebe, pa delati vedno zadeve, ki so koristne, ali za družbo, ali za neko podjetje, ali za kogarkoli. Če te dve stvari delaš, praktično na dolgi rok težko zgubiš, ker slej ka prej boš najdel nekaj, kar bo to koristno, da boš lahko od tega tudi ti sam živel. Če se greš svojo pot. Ja. In to je tudi to, kar si ti v bistvu delal, kar si se naučil že par malih letih. Ok, ti tega nimaš, jaz bom svoj čas namenil v to, da ti to dobiš, zato ker ti si len, pa se tebi tega ne da. Ti miš pa plačo in je tukaj izmenjava. Zdaj, kapitalizem je pač denar za nekaj. Mislim pa, da še zmer, pa to rečem dostim ljudem, ki so v 20-ih, poskrb, da v 20-ih razvijaš eno sposobnost, ki jo boš lahko zamenil za kjerokoli storitev boš ti hotel imeti. Pa je lahko to masaža, pa je lahko to ne vem, karkoli. Torej, da imaš ti vedno nekaj za ponuditi, kar ni denar. Nek skill, lahko je to programiranje, lahko je to grafični dizajn, lahko je to rihtanje keša, lahko je to buildanje startup faze podjetij itd. Torej, ti imaš nekaj, kar bojo vedno ljudje rabili. In zdaj nekdo, ko boš ti nekaj rabil, boš imel to v zameno za ponuditi namesto denarja. Če slučajno si brez denarja. Tako boš vedno lahko zaslužil. In zato pravijo, recimo, ne vem, kdo je to rekel, Grant Cardone, je rekel, v kjerkoli mest me dejte, ali je bil Naval Ravikant, v kjerkoli mest v razvitem svetu me dejte, pa 5 evrov mi dejte v žepa, pa bom v roku enega leta na milijonu. Zato, ker jaz nimam denarja, jaz imam znanje, da denar naredim, oziroma da nekaj zgradim. In premalo ljudi se zaveda pomembnosti tega. Vsi hočejo samo imeti end product, končni produkt, da ga lahko pol tržijo, pa prodajajo, pa ploskajo, izritijo, koliko so dobri. Ampak kaj pa ta znanje, zaradi katerega si ti to dobil? To je pa ta pot, ki je gor dol, ki ti daje te izkušnje pa znanje. Ja. Drži, bi rekel. Ja. Zdaj si 24. Zdaj si na fazi, kjer dejansko si spet nekje v unem obdobju, ki iščeš naslednjo idejo, ki se igraš z večjimi idejami naenkrat, ki ping-pongaš med njimi svoj čas. Česa si želiš? Kaj nekako čutiš, da je tvoj calling, tvoj namen? Kaj bi rad dal? Kaj bi rad pustil? Veš kaj, moj ta fingerprint ali pa footprint na svetu, bom še razmislil, ker bom starejši in pametnejši, kaj bom pustil. Že zdaj pa vem, da bi rad mladim nekako omogočil to, kar so drugi omogočili meni, investitorji, mentorji, coachi, ki so verjeli vame in mi omogočili to pot. Se pravi, ko bom jaz enkrat imel dovolj denarja še tudi za druge mlade, take, ki sem jaz, zdaj imam dosti dela stroški za enega. Ja. Bi jaz tudi to rad delal. Se pravi, jaz bi mladim pomagal, pa jim omogočil, da hitrejš pridejo na tako pot in pravo pot do uspešnih projektov. Tako da
to je zaenkrat to. No. Rad bi pa poudaril, da je ful pomembno, da imaš kakšen passion, oziroma si tudi lahko passion. Ne? Ampak če bi rekel, kdo je Matic Smele danes, kar se ne tiče posla, bi rekel, da je surfač pa kitarist. Ne? To je tisto, kar Matica zares zanima. Ne? Hudo? Ni to najbolj pomembno, zdaj, ta pot karijere. Andrew Tate je ful pripomogel pa socialna omrežja k temu, da vsi mislijo, da je to najbolj pomembna stvar na svetu, a ne? In da moramo vsi biti milijonarji in vsi bi imeli dobre avte in sej slejke prej ugotoviš, da ni tako, ampak eni so pač to ugotovijo že, ko so stari, eni dosti hitro, jaz mislim, da si ti en izmed takih, ki je dosti hitro ugotovil. To pač se moraš prepustiti čar življenja, da ugotoviš, da sam neke stvari, ne. Mogoče ni dobro tudi, da vsem vse poveš, a veš, zato sem rekel, da bi počakal še s kakšnim footprintom, a ne. Neki so morali da sami učiti, drugače ni fore. Itak. Se ti zdi pa ta del pri tebi pomemben, da tudi svoj čas razpolagaš na kitaro, na surfanje, na odnose itd.? Ja, odnosi itak, ker sem, mislim, do tistih nekih prijateljev, ki jih res tretiram za prijatelje, družine pa moje punce, a ne. Sploh, če najdeš nekega partnerja, ki je res primeren, ki ga res vidiš kot potencialnega partnerja v življenju, je zelo pomembno, da tja čas vlagaš. Zdaj, kitara je čisti antistres, pa tak passion, a ne. Imam 6 kitar. Trenutek te dane. Kaj, 6 kitar? Ja, vsaka kitara, to je za drugič, ne, smo rekli, ampak vsaka kitara ima svoj karakter, svojo zgodbo, ne moreš igrati vse komade na vsako kitaro, ker enostavno ti ne zveni in kitara so taka zajebana bitja, skoraj kot čarobne palce. Surfanje je pa čisto športno-strateška zadeva, ne, podobna poslu. Ti ne moreš iti windsurfat, cel premačkan, pa utrujen, pa ne prespan, pa lačen, pa žejen, ker boš najebu KPS, ne. Mislim, se lahko zapiska pol, jaz ne vem, kako ima. Nič ne opiskal. Ker moraš se strateško načrtovati svoje surfanje, moraš biti glih prav med energije, biti naspan, ne premačkan, ker na morju si sam ti, veter, pa valovi, pa lahko tudi 300-400 metrov nobenega okrog tebe, ne. Se ti tam kaj zgodi, ker si odvisen sam od sebe. In tako, ko boš ti pripravljen en dan prej, tako se boš lahko znašel ven. Jaz sem se dostikrat znašel v težavah, moram reči, da nikoli še niso prišli po mene, je bilo pa dostikrat blizu, ker sem en dan prej pil, sem prišel ven komaj do obale, ker mi veter ni pustil do obale, nekako mi je uspel komaj prisurfati, sem se tako tresel, ker sem ven prišel, videl sem dvojno. V glavnem, tako zelo dobro moraš načrtovati svoje surfanje, ne, in koliko si sposoben, ker si že do konca zmatran, ampak je tako lušno, da bi še eno zategnil tjale do drugega zaliva. Pizda bi, ne, da pa dajmo še eno, ampak lahko si se pa zajebil, ne, lahko je pa to zadnja, ker pol zmanjka vetra, pa si že preutrujen, pa sej zdaj, če je dober porihtan z reševalci, pa to ok, ampak ponekod ni, ne, veliko lokacij surferskih ni. Govorimo o windsurfingu še. Ja. Tako da to je taka, jo vežem na biznis, ne, je taka zelo zadeva premišljena, ne moreš kar iti, zdaj pa bom jaz surfil, pa bom šel tja dol, ne. Lahko se pa učiš v mirnem plitvem zalivu surfanje, to je pa vedno varno in vedno ok, je lepen sončni dnev. Ja, hudo, vidiš, to sploh nisem vedel, da to delaš. Pa kaj, a si tudi kdaj kaj tekmoval v tem, ali čist sam zase? Ne, tako dober pa nisem, ne. Sam zase? Ja. Zase pa kakšen posnetek za na Instagrama, veš, malo prijatelji vidijo, pa kakšna slika, ki mi rata en skok na 10, veš, pa glih takrat me kdo slika. Zato se igra, ja. Ja, hudo. In kako ti je biti random gost na podcastu? Ja, veš kako? Zelo dober, zato ker imam zelo prijetnega in pametnega sogovornika. Moram reči, da sem bil na začetku ful precej živčen. Ful sem bil živčen, ker res nisem vedel, kaj si sploh želim povedati, ne, in, a veš, kaj je smiselno, da povem. Ponavadi
se mi zdi, da ljudje, če vejo, da pride na tvoj podcast, vseeno lahko prej vsaj v glavi malo pripravijo, kaj bojo povedala, ne? Pa malo oblečejo, malo zrihtajo, ne vem, veš, prideš z nek druga tvoja verzija lahko pride na podcast, ne? Zdaj si me presenetil, pa še tako me sad tišči, da mogo hitro skliči. Hudo, hvala ti, no, še enkrat, da si me povabil in Ja, super sogovornik, no, tako da zdaj mi je prav prijetno tukaj lepo, skoraj kot sonček, no, tako le. ja, še malo barve dobiš veš, po koncu podcasta. Ne, hudo, lepo, da si pač rekel, ja, ne vem, pač bilo je res uno v split sekundu. In lej, če ne drugega, sva posnela eno epizodo, ki bo te postala v spomina, ne, pa mogoče za koga, ki tebe pozna, da bo malo poslušal. Jaz še zmer pravim, da velikrat tako gledam, da delam epizodo za tistega, ki sedi nasprot mene. Torej, če bo ta epizoda dala neki ljudem, ki njega poznajo, kako lahko jaz pač tukaj izgubim. Ne gre se vedno zdaj tukaj, da bom jaz nekaj karkoli dosegel s tem. Ali pa, veš, malo boli, ker čutiš ta pričakovanja, ki ga imajo ljudje, ki pol poslušajo to, ne, pa jih zdaj že več kot 7000 subscriberjev. Ampak si dopuščam to spontanost, tako kot se je danes zgodila in je ful dober feeling. Tako tudi, kako smo to zapeljali v 5 minutah, rešili zadevo in pač nismo prišli sem za džabe. Tako da ful ti hvala, da si rekel, ja, jaz sem bil vesel, da sva se pogovarjala. Pride pa ven naslednjo nedeljo, tako da boš vedel. Super, hvala ti. Ja, hvala tebi. To je to, let's chat. A mi? Na televiziji.